Vendar, kot je bilo slišati na srečanju predstavnikov gospodarstva v črnomaljski občini, zaradi dosedanjih izkušenj, zahtevnih razpisnih pogojev in neživljenjskih administrativnih zahtev ni velikega zanimanja za ta razpis. Tudi mi sami imamo kar nekaj pomislekov glede na te razpise, trudimo se tudi, jih posredujemo ministrstvu, nekatere se upošteva, nekatere ne. Ja, in dejansko, razpis ni za vsakogar. Primeren je za tiste, ki imajo tako in tako namen investirati, je dejal Črnič. Podjetniki pa so na srečanju vnovič opozorili na težavo mejnega prehoda Vinica, kjer na slovenski strani mostu čez Kolpo še vedno velja omejitev 7,5 ton, s hrvaške strani pa 30, kar v praksi pomeni: iz Hrvaške v Slovenijo s polnim tovorom lahko prehajamo, obratno s praznimi kamioni na Hrvaško pa ne smemo vstopati. Za nas to ni logično. Pravi šolar, ki se ukvarja s posekom in odkupom lesa ter s Hrvaške skoraj dnevno vozi les v Slovenijo. Pravi razlog, zakaj je temu tako, ne ve niti županja, ki že dolgo opozarja pristojne in posluša številne politične obljube, a se nič ne premakne. Šolar pa ima rešitev. Če je dejansko z mostom težava, bi bilo možno rešiti, da se v bistvu to reši na nivoju, občinskem nivoju, se pravi na nekem regijskem nivoju, da bi samo domača podjetja lahko prestopala čez, če je dejansko težava v mostu, se pravi, da rečemo, da ne okrožimo nekako malo mejni prehod na tem mostu. Tranzitni promet pa naj usmerijo na metliški mejni prehod, tako kot zdaj, dodaja šolar, ki mu omejitev na Viniškem mostu poveča stroške transporta za skoraj tretjino. Opozarja pa, da bi bilo že zdaj potrebno, da se na izvozu pri Lokvah ali pa v Kanižarci postavi tabla z omejitvijo, da pač vsi tisti prevozniki, ki se prepeljejo iz smeri Črnomlja proti Vinici, vedo, da ne bojo mogli čez ta mejni prehod čez iti, ne pa da se prepeljejo do Vinice in da tam ugotovijo, se morajo vrniti nazaj na Metliko. To se mi zdi skrajno neodgovorno do prevoznikov, dodaja šolar.